Fordov poskus v razredu malih križancev, ki se dokaj neposrečeno imenuje ekosport, ker ni niti izrazito eko, niti ekstra športen, je verjetno že v svojem zadnjem, lahko bi rekel, poslovilnem obdobju. Seveda, vsak čas pripelje atraktivna puma. Poglejte, kako fino zgleda. Čeprav so ga vmes dvakrat prenovili in odstranili tisto nerodno kolo tamle zadaj, je to le še vedno avto, ki se prodaja in ki ima kakšno zanimivo lastnost. Recimo tale vrata, ki se odpirajo v stran. Ja, vem, včasih je nerodno, če je zadaj malo prostora, je pa zelo enostavno stvari noter dati, ko se je enkrat odprta. In noben vam jih ne bo odprl na križišču in kradel ven stvari, ker jih itak ne zna odpreti. Tule se odprejo. Ja, zdaj sem pa povedal. Se lahko to odrežeš, ne? Sedi se visoko in dovolj udobno. Okolje je klasično Fordovo, ročica menjalnika tudi in pol vedno po nesreči daš najprej v program S kot sport, kar je tak nesmiselno že samo po sebi, ne? Spomniš se pa čez nekaj časa, ko se ti zdi motor mal preveč glasen. Samodejni menjalnik tudi ne prepriča preveč, ni tako odločen, kot znajo biti Fordovi sicer. Litrski bencinski motor je kljub majhni prostornini v tej kombinaciji kar žejn. Povprečje na testu imamo med 8 in 9 litrov, pa nismo nič bolj zahtevni, kot boste vi. Oprema je bogata, sploh zimski paket s temi ogrevanimi sedeži, volanom in šipo je zakon. Za dobrih 20 jurjev s popustom se mi pa vseeno zdi cena previsoka, ker ekosport ni več rosno mlad.